Živjo, Karla. Živjo. Sva pri temi pravilnega združevanja in kombiniranja živil. Ja, res je. Danes bova rekla nekaj o maščobah. Tako je. Danes bi rada poudarila, da se maščobe lahko kombinirajo tako z ogljikovimi hidrati, kakor z beljakovinami. Ampak še vseeno pa velja poudariti tudi to, da maščobe bistveno upočasnjujejo prebavo. No, tukaj pa je lahko problem, da hrana spet predolgo časa leži v naših prebavilih in nam povzroča težave. Pri beljakovinah bi rada izpostavila, če govoriva zdaj recimo samo o živalskih beljakovinah, so običajno že same po sebi precej mastne, drži recimo meso, sir in tako naprej. Že samo po sebi vsebuje precej maščobe in če mi pri pripravi, recimo pri kuhanju ali pečenju, še dodatno uporabljamo obilo maščobe, to, kar upočasni prebavo, pravijo, da za približno 50% dodana maščoba upočasni prebavo. Se pravi, tukaj je nek moder nasvet, bodimo pri maščobah zmerni, seveda pa to ne pomeni, da se maščobam odpovemo. Rabimo zdrave maščobe in zagotovo se jim ne odpovemo, ampak bodimo morda pozorni pri beljakovinah, da tam majčkeno manj uporabljamo maščob. Tudi pri ogljikovih hidratih pa imejmo v mislih, da nekoliko upočasnjujejo prebavo. Prav, katere maščobe je smiselno kombinirati z ogljikovimi hidrati? Katerakoli konec koncev hladno stiskana olja. Se pravi, spet poudarek, da ni rafinirano, da je hladno stiskano, se pravi, čim manj predelano. Imamo celo paleto olj, konec koncev, olivno olje, hladno stiskano sončnično olje, kakšno bučno olje, kdaj, no to je bolj za na solate, kakšno laneno olje in tako naprej. Kokosova maščoba je ravno tako krasna za marsikatero težavo, recimo kandido in tako naprej. Hvala, Karla. Malenkost.